Veste, z jutrišnjim dnem za 4 dni zapiramo Dunajsko cesto. Rekli smo, o tem smo že poročali, morda pa ne bo nič odveč, če na novo še enkrat poudarimo, kakšne bodo zapore. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Danes po noči ob 1. uri začnemo, oziroma jutri po noči ob 1. uri začnemo postavljati betonsko ograjo, kjer bo zapora popolna na križišču s trgom OF, na tej južni strani in potem na zgornji strani Vilharjeve ceste, oziroma spodnji strani Vilharjeve ceste popolna zapora. Imeli bomo za prostor za prevoz tovornjakov tisti, ki vozijo na gradbišča. Tam bo premična zapora, ker je bojo premikali zaposleni od CGP-ja. Po potrebi bomo dodali še naše redarje. Po tem datumu, verjetno bo spet vprašanje, kaj se dogaja. Od teh 4 pasov od severa proti jugu na cestišču, 3 pasov od juga proti severu, bomo zaprli pasove, tako da bo sta stara samo 2 pasova v eno stran, 2 pasova v drugo stran. Ta del zapore bo trajal do 30. marca. Tu bo sprememba izjemno velika za pešce, ki gredo iz juga na sever, se pravi tisti, ki bodo prišli strani trgov F, bodo imeli 2 možnosti. Ali grejo kolesarji in pešci podhod, ki jih pripelje na Vilharjevo cesto, ali pa grejo obvezno čez križišče, čez peš prehod proti zahodu, proti Tivolski cesti in tam bo eden od pasov na cestišču širok 3,5 metre ograjen betonskimi ograjami in razdeljen na 2 dela, kjer bojo z obeh strani, se pravi od severa proti jugu in od juga proti severu proti Bežigradu, bojo po 1,75 m s črto zarisano vodili pešci in vozili se kolesarji, se pravi eno in drugega. Ta zapora bo trajala do 30.3., tako da bodo pešci in kolesarji vsi na cestnem pasu na zahodnem delu, to je delu proti Delovi stolpnici. In moja prošnja, moje opozorilo, ne poskuša se voziti čez gradbišče, kajti to je predvsem pomembno za njihovo varnost, veliko dela se bo opravilo, veliko strojev bo tam in ne naredijo tistih 50 korakov več, da pride na drugo stran in da bo na varni strani. No, po 30. marcu se pa uredi zadeva tako, da bojo pešci in kolesarji hodili na svoji strani cestišča, se pravi te, ki grejo po severu, proti Bežigradu in drugi, ki grejo po centru. Kolega Žiga ima še enkrat vse posebne načrte. Danes mora še urediti za res teh ceste v teh 4 dneh na tem cestišču, ki bo za pešce in kolesarje. Tisto, kar sem rekel, od jutra danih naprej prošnje, izogibajte se tega dela, ne morate jeti po podvoz, namenjen bo samo prevozu tovornjakov in vseh tistih strojev, ki jih rad potrebujejo, da zrušijo ta pravi del oziroma južni del nadvoza. Sever-jug povezava teče Dunajska, če gremo severa, potem gre na Tivolsko Plavezovo cesto in se obrača ali na Tržaško ali pa Naškičo pa na Barjanko. Se pravi, ta pobere vsa ta vozila, ki prihajajo ali skozi Barjanko ali ko pridejo skozi Tržaško cesto in grejo na sever. Litijska nima tega pomena. To je tisti odgovor. Litijsko smo lahko uspeli na Zaloško cesto, ker je 4-pasovna, ki tu pa ne najdemo ceste, ki bi lahko to povzela. To, kar smo mi zarisali, kar smo mi pokazali, ker bo vse označeno, na samo cesto, pa potem okrog Bežigrada, da pride spet na Šmartinsko. Šmartinska cesta pa
tisto trenutno največjo oviro v prometu, ko je vse odprto, se pravi podvoz pri Ortobaru. In tisto vprašanje, ki je nekaj postavljeno, logično bi bilo, po moje, če bi tehnološko izvedljivo, da bi prvo širili pri Ortobaru, ki je že tako ozko grlo, in bi tu tekel boljši promet, ampak ni možno, ker v principu ta dvig proge, ki se začne na Dunajski, se v bistvu znižuje proti Ortobaru. In zato pač mora biti ta vrstni red. Tako da je ta logika zdaj po štiri avtomobilov, imaš ti prešteto Celovško pa Dunajsko. Ja, Celovško sicer nisem bil, po Dunajski cesti, po PLDP, se pravi poprečno letno dnevni promet, beležimo v januarju okrog 25 000 vozil v obe smeri, se pravi 12 pa v eno smer, ampak ta datum za polno zapora je bil zelo skrbno zbran po predhodnih usklajevanjih in zdaj zagotovo ne bo takega števila prometov, pričakujem pa zastoje v vsakem primeru. Profesionalni vozniki, tisti, ki imajo prednost tudi v križiščih, a ne bo to rešilna vozila, a ne do policija, gasilci bojo pa šli mirno. Nihče ne bomo voziti po Dunajski, ker ni možno peljati, ker bo zaprta. Si jaz ne da predstavljati, da pade, ne vem, to, kar bo rušene na reševalca. Tako da za njih ne skrbeti, oni se bo že znašli. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Sicer je, veste tako, jaz nekateri sprašujo tisto, kar ste pokazali pa na televiziji, vseh 5, ki je govorila, pač so rekla zelo preprosto, to potrebujem, treba potrpeti. Ta skrb za reševalce, če kdo zna narediti kakšno boljšo varianto, absolutno dobrodošlo. Zdaj smo se pripravljeni učiti, ampak to, kar je prej Žiga rekel, to ni zdaj najbolj odločitev. V bistvu to smo preigrali 6 mesecev. 6 mesecev je pripravljeno na to, kako zapreti, kako podnebnih urediti. Zdaj lahko, da bo kakšen dan se podaljšal, ker ne vem, kaj se bo dogajalo. Sreč, tu zraven tega podvoza ni veliko stanovanj. Tako da, kad delaš 24 ur, bo pa absolutno truščilo pot. Zato pravim, pripravljeno tako vračam, sprašval, zakaj ne na drugi strani, po tem datumu, jaz zdaj te 4 dni bomo potrpeli, to ne idem težav. Kdo bo tem ostal, ni prišel. Po vseh teh obvestilih, hvala lepa za vse obveščenje, ki dajete, če kdo res pride tam, pač bo prevzel tudi to, da bo stal v niči. Gledamo naprej, po tem datumu, kaj ti treba vedeti, da na začetku letošnjega leta, zdaj ali januar, februar, bo tudi Monika začela gradnjo, ali ene stopnice, obeh, tega še ne vem, čakam tudi njihov terminski plan, ampak oni imajo že obe gradni dovoljenji. Kormin že gradi dol, kar je zelo zanimivo, pa tem, ker je Vilharjeva zaprta zaradi tega podboja, ker delamo, ker smo kanal predstavljeni, nekaj nas že predstavljen, da Vilharjeva bo odprta enkrat po 8. januarju, tako da ne bo več ovir, razen izvozov na Dunajsko cesto. Nikoga ne motilo tam Korvin gradi, pa nimo niti ene pritožbe danes, da je tovornjaki tam vozijo. Te tovornjaki vozijo ali na eni strani proti Šmartinski cesti, se pravi proti Ortobaru, z druge strani, na drugi strani vozijo tukaj po Dunajski. Ampak je treba vedeti, da bo pač zgradno še nemunik obeh stopnic, še teh tovornjakov kar neko število. Je pa dejstvo, da to, kar smo zdaj videli, nebo na Gradbišču, na Vilharjevi Korvin, ali pa tu pri nas na Blajevzovi cesti, ki se gradi bazen Ilirija, kada prijo tiste velike betonaže, ki jih mora končati v enem dnevu, ker ne more prekiniti, govorimo o 800 000 kubičnih betona, začela delati po 2 zjutraj. Po 2 zjutraj in potem je nekje tam do popolne, do te podanske konice, že zaključene betonaže. Ta bo zdaj še to pojačana. 2 leti pa pol do življenja po železniške postaje izjemno težko, pestro.
izjemno težko. Jaz sem pač povedal, da na tem delu računam med Konico, praktično čez cel svet del dneva. Ampak videli bomo, kako je mogoče presenečenje, da bomo le spoštovali ta navodila, pa poskušali se izogibati temu delu mesta. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zdaj, najprej tisto, kar zapiramo, še enkrat, to je vprašanje, mi zdaj vse te podvoze, ki jih poplavljajo tako pri Celovški kot Dunajski in pri Ortobaru, te 3 podvoze nekako imamo rešitve, ki to omogočajo. Problem je, da prvo vodo speljati, ko prije tak močen dež, po nikalnice. In tu na Dunajski cesti, na tej vzhodni strani, se pravi proti Ženiški postaji, je treba imeti še kolektor, ki je povezan s tem kanalom, ki smo ga zdaj predstavili na Vilfeli cesti in se spet vrača na Masekov, potem okolo Dvorski, okolo Mestnega. Tudi te podvozi naj bi bili urejeni, da ne bo več vsako dobilo. Čeprav še enkrat ne rekel. Mene je žal, ampak če gledamo, kaj delo poplave tudi v državah, ki so mnogo bolj razvite kot Slovenija, ali bo Nemčija, ali bo Norošek, pa da bomo stavili, potem kot drugi, da ne bo zapelo vodo, če da ne ve, potem pač tam ostane. Tak ni za pomagati. In vsak let imamo 2, 3, 4, nekaj še ne testira, ali bo avto, lahko tudi podmornica. Očitno ni. Kar se pa tiče teh LPP-ja, mi smo te linije pripravili za vse, tudi vse bo označeno, kje se vozi. Tisto, kar je za izpostaviti, pred lansko leto decembra meseca je na prošnjo Slovenskih železnic, ki je aktivirala postajo v Spodnji Šiški, tako da bo zmanjšalo število vlakov, ki so šli čez Dunajsko skoraj za polovico. In smo mi se dogovorili, oziroma gospod Mezdej, Slovenski železnici, naš direktor Peter Horok, LPP, da tam naredimo postavišče pred bivšim Ilom Mojcem. Dobili smo nekaj pritožb v začetku, prej smo prav začeli voziti z avtobusi, da kaj se to pravi, da bi naselili novega bloka. Jaz sem se drugi dan prijavil in vam zdaj povedal sem svoje mnenje tistim, ki so pisali po svojem klicu, če kdo dela komplikacijo, za 15 avtobusov na dan, poudarjam, 15 avtobusov na dan, od 7 zjutraj do 7 zvečer prilagajamo se vozili do vlakov, pri čemer je tisti popoldanski avtobus v 4 urah je bilo 8 potnikov, ker štejemo vsak dan potnike. Vozimo jih pa po Frankfurtski, ne po Rusiji, kar se predlaga, se pravi Češne, dajte note tu na sosedene nas, zato da ujame, tako tudi avto smo postavili na Celovški cesti pred Tivoli. Se pravi, ga pripelje avtobus, tudi se držil in potem gre spet isto, bo šel po Masarikovi, se bo pol priključil nazaj pri Ortobaru, pa šel potem levo na proti samimi cesti. Vsi bodo imeli možnost prijeti mimo postaje, se pravi, pripeljamo, kot da bi prišli na centralno postajo, da se pravi, on pelje zdaj po Celovški, pol gre po Svinsko, pa nadaljno temu, potem pa zavije na postavišče.